Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Še vedno ste v družbi Radia Kaos. V poplavi gospodarsko-političnega prerivanja, ki polni stolpce v časopisih in minute v elektronskih medijih, je zaenkrat vrhunec včerajšnji intervju predsednika vlade Janeza Janše za tednik Mag, kjer je med drugim dejal, da je bila prodaja Mercatorja napaka. Spomnimo, slabo leto po zamenjavi oblasti, torej poleti leta 2005, so se razširile govorice, da je takratni šef Mercatorja Zoran Janković tik pred zamenjavo, ta pa se je zgodila nekaj mesecev kasneje na seji Mercatorjevega nadzornega sveta pod točko razno. Še predtem pa je bil na, milo rečeno, netransparenten način prodan delež Kada in Soda Laškemu in Istrabenzu. Čeravno so takrat vsi, ki so pri menjavi državnega deleža in predsednika uprave v Mercatorju sodelovali, zatrjevali, da gre za čist posel, danes tudi Janez Janša meni drugače. Zoran Janković, ki je leta dni po menjavi postal ljubljanski župan, včeraj ni izbiral besed. Kar je gospod predsednik vlade skuhal, se pa zdaj opekel. Res pa je, da je glavna kuharica bila bivša državna sekretarka, ki je vodila vse te intervence po gospodarstvu. Vse ni bil sam Mercator, vse je bilo v njeno ime povsod omenjeno, v vsaki zamenjavi uprave, ona je postavila nadzorne svete, celo so zgodbe, ko so na skupščini odpirali koverte, ki jih je pošiljala, kako morajo glasovati. In očitno je gospa bivša državna sekretarka tista, ki je najbolj izdala predsednika vlade. Janković pri tem seveda misli na Andrijano Starino Kosem, nekdanjo državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarstvo, ki je veljala za najmočnejšo žensko v slovenskem gospodarstvu, vse dokler ni prišlo do dramatičnega razhoda s premijerjem Janšo, ki je zabeležen v dobro znanem pismu. Slednje je, kot kaže, odprlo sezono politično obarvanih polzasebnih pisem, ki smo ji priča danes. Za Radio Kaos, Aljaž Pengov Bitenc.